Naša država je še vedno mlada. Pot, po kateri nas vodi in po kateri mi hodimo z njo, pa je še vedno težka. A ker verjamemo, da smo se iz storjenih napak verjetno nekaj naučili, se boste strinjali, da je v nas še vedno nekaj tistega, kar nas ne pusti stati na miru. Tako kot tisti dan, prvi dan rojstva naše države, smo še vedno prepričani, da smo željni dokazovanja, da nam bo uspelo. Predvsem pa, da smo hrabri. Dan državnosti je tisti praznik, ob katerem se moramo spomniti, da smo dobili, kar smo hoteli, po čemer smo dolgo hrepeneli svojo državo. Zato je najlepše slišati ponos, ki ob tem vrsti v nas. Pred leti je zborovodja, zbiralec ljudskih pesmi, duhovnik Franc Cigan zapisal: O, ti, slovenski kraj, si moj zemeljski raj. Tu pri nas rože imajo lepši viš in ptice znajo dosti viš. No in prav to nam bodo zapeli pevci Akademskega pevskega zbora Maribor.
Hvala pevcem Akademskega pevskega zbora Maribor, ki je član Kulturno-umetniškega društva Študent, visoki jubilej praznujejo letos, kar 50 let delovanja in še vedno med svoje vrste privabljajo številne mlade, ki so željni petja, plesa in ustvarjanja. Lahko aplauzijo. Od Abrahamovcev pa zdaj k slavnostnemu govorniku na današnji proslavi ob dnevu državnosti, gospod minister za obrambo Republike Slovenije, Marjanović, izvolite. Spoštovani župan mestne občine Maribor, spoštovane poslanke in poslanci državnega zbora, spoštovani Mariborčani, spoštovane Mariborčanke, v čast, sedaj in ponos mi je, da ste me povabili k vam v Maribor tik pred enim naših največjih praznikov, Dnevom državnosti. Ta dan je praznik vseh slovenskih državljank in državljanov, ob njem pa se spominjamo 25. junija 1991, ko je Slovenija s sprejetjem temeljnih osamosvojitvenih dokumentov v slovenski skupščini postala samostojna in neodvisna država. Pot do tega dogodka seveda ni bila lahka. Nekaj najpomembnejših dogodkov na tej poti, ki so dali močan pečat slovenski osamosvojitvi, se je zgodil prav v Mariboru. V Pekrah se je maja 1991 začelo usposabljanje pripadnikov nastajajoče slovenske vojske. Tu je JLA prvič vojaško silo posegla v miren proces osamosvajanja Republike Slovenije in žal je v Mariboru padla tudi prva žrtev za samostojno Slovenijo. Zato sem še posebej vesel, da sem lahko ob tej priložnosti v Mariboru, mestu, ki se je v prelomnih trenutkih vedno odlikovalo v odločnosti in upornosti svojih prebivalcev. Odkar odpravljam funkcijo ministra za obrambo Republike Slovenije, še toliko bolj spoznavam, da je štajerska prestolnica mesto z neštetimi pričevanji o naši državotvorni in vojaški zgodovini. Maribor je namreč mesto, v katerem je Rudolf Meister prevzel vojaško oblast in iz katere je načrtoval ubranitev današnje severne meje Republike Slovenije. Je mesto, v katerem je bila kljub izrazitemu okupatorjevemu raznaradovalnemu in policijskemu delovanju aprila 1941 organizirala prva uporniška akcija na Slovenskem v drugi svetovni vojni. In je, kot sem že omenil, mesto, v katerem smo Slovenci in Slovenke več kot jasno napovedali, da imamo svojo vojsko, ki se je pripravljena z orožjem boriti za to, da Slovenija prvič v zgodovini postane samostojna država. Maja 1991, ko je bilo napadeno srce mlade slovenske vojaške sile, ste Mariborčani in Mariborčanke dokazali, da imate pogum in da ne boste stali ob strani. Prebivalke in prebivalci Maestrovega mesta ste se hrabro uprli, ko je JLA obkolila 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev dela prve generacije nabornikov v samostojni Sloveniji. Niste se uklonili grozečim kolonam oklepnikov po štajerski prestolnici in okolici. Ob zvijačni in za demokratične standarde nedoumljivi ugrabitvi poveljnika teritorialne obrambe za vzhodno Štajersko ste odločno protestirali. Zgodovinska tradicija odločnega in domoljubnega slovenskega Maribora se je nadaljevala tudi po pekrskih dogodkih v vojni leta 1991, saj ste Mariborčanke in Mariborčani skupaj z mestnimi oblastmi, teritorialno obrambo in slovensko policijo dokazali izredno zavzetost in profesionalnost pri obrambi domovine. Tudi danes na Ministrstvu za obrambo v Slovenski vojski in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vidimo Maribor z okolico kot območje
za katerega je zelo pomembno, da smo v njeni prisotnosti s svojimi institucijami in delovanjem. Naš pomembni cilj je, da zaznavamo potrebe tukajšnjih prebivalk in prebivalcev, ter vam po najboljših močeh poskušamo prihajati nasproti. V Mariboru deluje ena od najpomembnejših enot Slovenske vojske, to je 72. brigada, ki bi lahko z vso upravičenostjo rekli tudi Mariborska brigada. Pripadnice in pripadniki te brigade, ki pokrivajo vzhodno polovico ozemlja Republike Slovenije, se aktivno vključujejo v življenje civilnega okolja. Sodelovanje 72. brigade in vojašnice generala Maistra z mestno občino Maribor se kaže tudi skozi sodelovanje ob slovesnostih in veselih dogodkih, kot seveda tudi v situacijah, ko naše pripadnice in pripadniki neposredno pomagajo ljudem, ki so se znašli v stiski. 72. brigada namreč tesno sodeluje s sistemom zaščite in reševanja ter pomaga pri ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah, pri odpravljanju njihovih posledic in vzpostavljanju normalnih razmer za življenje. Pravkar prihajam s slovesnega odprtja mednarodne vojaške vaje Zvita Podlasica 2014, ki bo za 72. brigado posebno velik izziv, saj se bo izvajala v njenem domicilju. Za sodobno vojsko, kar Slovenska vojska vsekakor je učinkovit izobraževalni sistem izrednega pomena. Danes se v Mariboru, univerzitetnem mestu, s centrom vojaških šol, ki domuje v kadetnici, nadaljuje in dopolnjuje tradicija vojaškega šolstva. Kadetnica, ki je kot mogočna stavba z kulturno-zgodovinsko vrednostjo obnovljena in obogatena z novo vsebino, je ponos Maribora in seveda cele Slovenije. Čeprav gre za vojaško ustanovo, je odprla na široko svoja vrata k znanju usmerjeni javnosti. Tudi v nekdanjem 710. učnem centru v Pekrah, še prej domu obrambne vzgoje, smo ohranili tradicijo centra za izobraževanje in usposabljanje sil, ki skrbijo za našo varnost. Objekt in okolica centra sta danes namenjena usposabljanju sil za zaščito in reševanje. Veseli smo, da smo letos pomladi uspešno začeli usposabljanje operativnih gasilcev na vadbeni stezi za delo z izoliranimi dihalnimi aparati, ki jih gasilci uporabljajo ob zahtevnih gasilskih intervencijah. Ministrstvo za obrambo je za investicijo te tako imenovane steze IDA, ki obsega več kot 400 kvadratnih metrov površine, namenila čez 350.000 evrov. Na Ministrstvu za obrambo si zelo prizadevamo, da bi v skupno korist uredili tudi stanje nepremičnin, ki jih upravljamo na območju mestne občine Maribor. Verjamem, da bo krona naših prizadevanj menjalna pogodba, katere predmet bodo zemljišče v Pekrah, ki je v lasti mestne občine Maribor, ter objekti in zemljišče v Zgornjem Radvanju, ki so v lasti Ministrstva za obrambo. Pogodba bo pripravljena za sklenitev oziroma podpis do konca naslednjega meseca. Vsekakor si prizadevamo, da bi vsestransko odlično sodelovanje med Ministrstvom za obrambo in mestno občino Maribor še okrepili. Spoštovane Mariborčanke, spoštovani Mariborčani, čestitam vam ob dnevu državnosti. Želim vam, da bi ga čim lepše preživeli. Čez slabe 3 tedne bo še en pomemben dogodek za našo državo in njeno prihodnost. Želim vam, da bi vas v tem času, čeprav smo v zahtevnem obdobju, spremljali občutki ponosa na našo državo, priborjeno v osamosvojitveni vojni in zaupanje v prihodnost. Hvala. Hvala, gospod minister, za te besede. Mi pa se znova prepustimo pesmi. Tokrat ljudski iz Kostela v priredbi Mira Kokola. Po zelenem travniku bodo tokrat preplevali pevci Akademskega pevskega zbora Maribor.
Hvala še enkrat pevcem Akademskega pevskega zbora Maribora, dobitnikom številnih priznanj na domačih in tujih festivalih, če omenim le zadnje, drugo mesto in zlata plaketa na letošnjem tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem. Ostajamo pri odličnih predstavnikih našega mesta na področju kulture. Leto po rojstvu naše države je začel delovati godalni kvartet Fekuš. Sestavljajo ga bratje Filip, Simon Peter, Andrej in Jernej Fekuš. Po začetkih šolanja v Mariboru so študij nadaljevali v Celovcu, Firencah, štipendijo italijanskega predsednika ter magistrski študij zaključili v Gradcu z akademskim nazivom Master of Arts. Znanje so dopolnjevali na številnih mednarodnih mojstrskih tečajih, koncertirali po Evropi in Združenih državah Amerike, sodelovali na različnih festivalih ter izdali 2 zgoščenki. Priznanje za ustvarjalno pot jim je dalo tudi domače mesto, mestni pečat mesta Maribora ter Glazarjevo listino za dosežke na področju kulture. Danes se nam predstavljajo z Bachovo Die Kunst der Fuge, tretjim stavkom skerco iz prvega godalnega kvarteta Čajkovskega ter Mihevčevimi cingarini.
Hvala še enkrat, pravim Kvartet Feguš. Tako spoštovani zbrani, prišli smo do konca prošlavega po državnem prazniku, ki je pripravljen iz občine Maribor. Ne pozabite na njen naslednji rojstni dan, torej prihodnje leto, ko bo še vedno mladenka, se bomo verjetno še spraševali, kaj je pot, po kateri je hodilo. Težka, manj težka, ampak s tem je nič narobe. Dokler se bo sprašujemo, kažemo, da nam je res malo zanimivo. Njej čast bomo nazdravili